Dober večer. Vsako tretjo nedeljo v novembru se skupaj s sorodniki, prijatelji, sodelavci, znanci spominjamo vseh preminulih in poškodovanih v prometnih nesrečah. Ta teden bodo po vsem svetu, seveda tudi pri nas, potekali različni spominski dogodki. Žrtve in njihovi svojci želijo s svojimi zgodbami pomagati in rešiti življenja drugih. Voznike opominjajo in ozaveščajo, da naj bodo med vožnjo zbrani in trezni. Vsaka tretja prometna nesreča s smrtnim izidom se namreč zgodi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Everybody knows that you shouldn't do it. Everybody seems to agree and agrees actually that drinking and driving are or should be two mutually exclusive activities, but people still do it. We still see 30% in Slovenia, as you said, but also around 25% or more in the European Union as a whole. Why? Well, because we still think that you need to be totally drunk before you become a danger to yourself and to society. Alkohol vpliva na zaznavanje, torej na način zaznavanja, slabše zaznavamo, reakcijski čas se podaljša, rdeča luč, ki je toliko pomembna v samem prometu, se samo zaznavanje poslabša. Zelo jasna je meja zdravnikov in psihologov, da je stopnja 0,0 edina sprejemljiva in normalna za civilizacijsko udejanjanje v mobilnosti. Vse 0,2, 0,3, 0,5, 0,8 so politični konsenz. Many countries in the European Union have, like Slovenia, 0.5 grams per liter for the general population and zero tolerance when it comes to young and novice drivers. Well, we would even go further than that and just have zero tolerance for everybody. You drink, you don't drive. You drive, you don't drink. It's extremely easy. No in kaj pomeni smrt bližnjega, zelo dobro ve Pija Golob, ki je v prometni nesreči izgubila sestro in s tem tudi najboljšo prijateljico. Dober večer, Pija. Dober večer. Prav zaradi te boleče izgube ste se odločila, da postanete ambasadorka zavoda Varna pot, ozaveščate druge in tako rešujete življenja. Ja, tako je. To je bila moja življenjska pot, ki si je nisem izbrala, ampak me je doletela sama, na žalost. Ko sem leta 2017, torej pred 5 leti, v prometni nesreči izgubila 2 leti mlajšo sestrico. Ona je bila takrat stara 20 let in jo je na Celovški cesti v Ljubljani izbil prav tako mlad voznik. In takrat, ko ti na dom pozvoni namesto sestra policisti in ti povejo, kaj se je zgodilo, se ti sesuje svet. Meni se je sesul svet, mojim staršem se je sesul svet in v tistem trenutku si nemočen. Noter nastane ogromna praznina, zgubiš res, kot da bi izgubil pol srca in potem se moraš pa s tem soočati. In tako sem se jaz istega leta srečala prvič z zavodom Varna pot, ko smo starši šli po psihološko pomoč ob nesreči in s tem ugotovila, da želim iz tega narediti nekaj več, da želim, da je ta izguba, ki je mene prizadela, v opomin, v preventivo drugim, da jih opozorim na to in s tem zmanjšam možnosti, da bi se zgodilo to nekomu drugmu, če smo že mi mogli preživeti tako hudo stvar, da to res probamo čim bolj omejiti oziroma zmanjšati, ker soočati se z tako nenadno izgubo je težko. Meni je še danes po 5 letih pride dan, ko ne morem niti vstati zjutraj ali pa ne vidim smisla, ampak takrat se moram opozoriti, da sem našla svoje poslanstvo zdaj z delom v zavodu, kjer probamo narediti čim več v smeri preventive. Sodelujemo z otroki, z vrtci, šolami, javnostjo in opozarjamo na te probleme in na nesreče, ki se dogajajo, da drugi ne bi rabili iti čez to. In dan spomina na žrtve prometnih nesreč je namenjen tako žrtvam kot svojcem in tudi tistim nevidnim žrtvam, ne? Ja, z dnevom spomina se spomnimo v prvi meri vseh, ki so izgubili življenje v prometni nesreči, vseh, ki so bili poškodovani. Hkrati želimo opozoriti na nas nevidne žrtve, ker če pomislimo, vsaka oseba ima okrog sebe druge ljudi, ki ga imajo radi, zdaj je to družina, partner, sorodniki, tudi prijatelji, sodelavci, znanci. Jaz mislim, da vsaka oseba ima vsaj 10 ljudi okrog sebe, ki jo imajo zares radi in jo pogreša in se ta izguba zelo pozna. In s tem dnevom opozorimo na to in damo neko vrednost in skupaj delamo na preventivi.
Pija Golob, hvala za iskreno izpoved, predvsem pa za vaš prispevek k varnejšim razmeram na cestah. Hvala vam. No, Pija Golob še zdaleč ni edina, ki svojo zgodbo dviga v ozaveščenost in tako rešuje življenja in pomaga drugim. Na cesti popravnih izpitov ni. Posledice prometnih nesreč žrtvam in njihovim svojcem spremenijo tok življenja. Želela bi sporočiti, da ko se spuščajo v samo promet, da bi bili zelo previdni in da na cesti nikoli nisi sam. Uživajte v življenju. Življenje je eno. Eno življenje in vsega je vredno. Vsega. Tudi poskušaj ne življenja pustiti na cesti. Življenje je prelepo. Tudi trezno se daš prijeti. Če si pa alkoholizirajo stanje, pa vprašanje, če priješ daleč. Lahko danes priješ, jutri pa ne. Nič v življenju ni garantirano, da je treba biti hvaležen za vsak dan, ki ga dobimo. Moramo se imeti radi in drugim to tudi povedati, ker ni vedno samoumevno in včasih je lahko prepozno.